Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, Robi Star Solar ima še zmeraj brisačko, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Policija včasih ve, včasih pa ne. Kje stanuje direktor, urednik in voditelj na Novi 24 TV Boris Tomašič? Očitno Tomašič svojo pravo očetovsko podporo hčerki, ki za Slovensko demokratsko stranko kandidira na evropskih volitvah, ne kravžlja živcev zgolj Janezu Janši, ampak tudi Robertu Golobu. Najprej so mu namreč zaplenili telefon in računalnik, čeprav ni ničesar osumljen, sedaj mu pomotoma v narekovajih pošiljajo marice na dom. Vprašamo se torej lahko, kaj sledi. Zdaj pa se lotimo 135. oddaje pravlično 7. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali priznanje Palestine, kako pomaga Palestincem in kako nagaja Izraelcem. Slovenija je včeraj kljub bojkotu opozicije in pravni telovadbi predsednice Državnega zbora v zvezi s posvetovalnim referendumom priznala Palestino kot samostojno in suvereno državo. Kaj smo s tem storili, nam bo povedal naš zunanjepolitični analitik in stalni komentator magister Bernard Brščič. Bernard, dobrodošel v Faktorju. Dober večer. Bernard, če se strinjaš, kronološko pogledava zdaj to celoten potek tega priznanja Palestine, če rečeva, da je šlo na silo, sva verjetno uporabila še premil izraz, ampak vseeno, kako si videl ta celoten proces ti, ki je na koncu pripeljal do tega priznanja? Ena sama agonija, nategovanje, domišljavost teh vladajočih, prepričanje, da smo središče sveta in da je od Slovenije odvisno, ali bo v Izraelu zavladal mir ali ne. Jaz mislim, da je to res tragično, v kakšnem samoljubnem svetu živijo te naše vladajoče elite na čelu s predsednico države, predsednikom vlade, predsednico državnega zbora, kaj si te ljudje domišljajo, da so in da je Slovenija. Slovenija je zunanje politična opomba pod črto. Ali Slovenija priznava Palestino ali ne, je popolnoma nerelevantno, nima nobenega vpliva, tako da je potrebno, po mojem, ves ta proces priznavanja gledati v kontekstu notranje politike in prihajajočih evropskih volitev. Ja, mislim, da imaš prav. Vem, da tega nisi mislil, no, ampak vpliv ima verjetno to priznanje na naš odnos z Izraelom. Vemo, Slovenija je imela pač zmeraj posebne odnose z Izraelom, nenazadnje tudi zaradi tega, kakšno vlogo je Izrael odigral pri našem osamosvajanju. Po drugi strani smo imeli hkrati tudi zelo dobre odnose s palestinskimi oblastmi. Se strinjaš, da se nam je zgodilo, ali pa če je oblast, ki nam zdaj vlada, storila podobno kot recimo na relacijah vis-a-vis Rusija-Ukrajina, kjer smo tudi imeli zelo dobre odnose z obema državama v konfliktu, zdaj smo si pač verjetno odnose z Rusi popolnoma zapravili. Vidim kako sporednico tudi pri tem, da smo si zdaj verjetno tudi z Izraelom odnose popolnoma zapravili. No, jaz mislim, da Izrael ne bo niti reagiral primerljivo s španskim priznanjem, ko je odpoklical svojega veleposlanika v Madridu. Dejansko, kot mi je znano, Izrael zastopa veleposlanik Izraela v Avstriji. Niti ne več, samo da te dopolnim, zdaj pride kar že iz Izraela. Poplaščeni, mislim. Včasih je pa bil na Dunaju, ja. Včasih je bil na Dunaju, v mojih časih še pred desetletjem, in praktično smo tako nepomembni za Izrael. Je pa res, da se je potrebno o vsebinskih razlogih, po mojem, jih nasloviti. Se pravi, res je sicer, da država ima interese in po mojem bi morala voditi zunanjo politiko v skladu z nacionalnimi interesi, ne sejati neko igro signaliziranja kreposti, nasedati nekim vreščečim veščam, ki govorijo o nekem
genocidu v Gazi, ampak je potrebno zelo hladno, razumsko pogledati, kakšna je teža Slovenije v svetu, kakšni so njeni interesi napram teroristični organizaciji, kot je Hamas, ker dejansko smo de facto s priznanjem Palestine, v narekovajih, neke fiktivne, neobstoječe države, priznali ne samo teroristično organizacijo Hamas, ampak tudi potrdili, da odobravamo pokole oziroma pokol, ki se je zgodil 7. oktobra. Nagrajujemo najbolj zavržna, gnusna dejanja teh islamskih teroristov. Ja, sej tu, ne, to je omenil tudi nekdanji ustavni sodnik in svetovalec bivšega predsednika republike Boruta Pahorja, Ernest Petrič, ne, da naj pazimo, da priznanje Palestine ne bi izvenelo kot neka nagrada Hamasu. Zdaj, Bernard, kot si že omenil, ne, skratka, vladajoča koalicija se je zelo prizadevala, da bi pred volitvami prišlo do tega priznanja. To so na koncu zelo na silo tudi na nek način izsilili. Zdaj, par dni pred temi volitvami, ti misliš, da bo to priznanje jim koristilo na teh volitvah? Bojo zdaj res ljudje množično drli na evropske volitve in glasovali, ne vem, za Golobovo gibanje Svoboda, zato ker je Slovenija priznala Palestino? Mislim, če pogledaš, čim se te pacienti na oblasti ukvarjajo, se pravi z likvidacijo starejših, z drogiranjem mladih in z nekimi priznavanjem neobstoječe, fiktivne, teroristične države, kot je Palestina. Mislim, to dejansko niso teme, ki bi po mojem zadevale Janeza Novaka. Mene te stvari, roko na srce, jaz lahko spim, ali mi priznamo Palestino ali ne. Sem osebno sicer absolutno proti temu, ker zavračam ta terorizem muslimanski in se mi zdi zavržno, da ko hkrati njihovi somišljeniki koljejo slovenske deklice na avtobusih ljubljanskega potniškega prometa, podpiramo Hamas. Ja, zdaj, Bernard, misliš, da recimo zunanja ministrica Tanja Fajon pa predsednik vlade Robert Golob, ona dva res verjameta, da smo mi s tem priznanjem Palestine kaj storili A za mir v trenutnem konfliktu in B za to, da bo Palestina s tem našim priznanjem kaj hitreje prišla do dejanske suverenosti in neodvisnosti? Verjetno samoljubje teh kaviarskih levičarjev ne pozna meja in je čisto možno, da si ta dva osebka domišljata, da sta nek faktor in da njuno mnenje šteje, da šteje posledično mnenje Slovenije in da bo to imelo vpliv. Dejstva so seveda popolnoma nasprotna. Praktično noben slovenski politik z rahlo izjemo predsednika Slovenske demokratske stranke Janeza Janše ne v Evropi, ne v svetu nima nobene teže. In je popolnoma vseeno, kaj počne ta levičarska vlada. Dejansko oni samo zadovoljujejo interese svoje politične konstituence, se pravi teh zadrogiranih levičarjev, ki jih volijo. Pa misliš, da bo to prineslo kakšne dodatne glasove, ne? Recimo ti posvetovalni referendumi pa to priznanje Palestine? Vidim, da se kar precej računa pri aktualnih oblastnikih, da bo to dvignalo volilno udeležbo in jim pomagalo do boljših rezultatov. Gotovo, če pogledaš to, da so postavili 3 referendume, da računajo na te svoje zapohance, da bodo drli za legalizacijo konoplje. Tudi to priznanje Palestine verjetno je nek signal, ja, delamo v interesu
levičarskih delomrznežev in prekucuhov in skratka notranja politika. Zdaj, Bernard, predsednik vlade Robert Golob pravi, da Slovenija še ni imela takega mednarodnega ugleda, kot ga ima ta hip. Ne? Zdaj, vem, da ti ne deliš tega mnenja, ampak vendarle, če poskušaš zdaj trezno pogledati, na čem bi lahko sploh temeljila ta ocena predsednika vlade? Ja, na to, da je očitno ne vem, kaj kadi. Izjasnilo se je, da je uporabljal marihuano, da je njegova priležnica pisala diplomo o uporabi kokaina in da je treba demokratizirati dostopnost kokaina, se pravi, da ta kokainska omama mora biti bolj dostopna. Očitno je na nekih substancah, na nekih psihotropnih učinkovinah, ker hladnorazumska analiza kaže, da Slovenija pač ni faktor in da nas po 30 letih še vedno zamenjujejo z Slovaško, da Dončića umeščajo na Slovaško, pri čemer je razlika, da recimo pred 30 leti smo bili lahko mi užaljeni, če so nas primerjali Slovaki, se pa bojim, da leta 2024 so pa lahko, bi bili pa Slovaki užaljeni, da nas zamenjujejo Slovenci. Dejansko bi lahko rekel, da tako, kar se tiče notranje politike, ekonomije, kot tudi zunanje politike, gre Slovenija v zadnjih letih samo navzdol, dol. In razlogov za to, da smo mi nek faktor oziroma cenjen udeleženec mednarodnih odnosov, jaz res ne vidim. Ja, predlagam, da si vzamemo krajši premor, Bernard, ampak ne nama uiti, gledalke, gledalci, se vrneva po oglasih, ko nadaljujeva s komentiranjem, kaj smo dejansko storili s priznanjem Palestine. Ostanite. Dobrodošli nazaj, z nami je še vedno naš stalni komentator Bernard Brščič, pogovarjal pa se o tem, kaj smo dejansko storili s priznanjem Palestine. Bernard, največja opozicijska stranka je poskušala najprej odložiti priznanje z zahtevo za posvetovalni referendum, ko to ni uspelo, je obstruirala pač odločanje o tej temi. Nova Slovenija ni podprla priznanja, ni tudi obstruirala seje. Kako ti vidiš reakcije aktualne politične opozicije? So po tvoje opozicijske stranke ravnale prav, so s tem nekako zmanjšale škodo, ki jo morebitno priznanje Palestine lahko pomeni za njihov rezultat na teh evropskih volitvah? Jaz mislim, da zlasti SDS je ravnala absolutno prav, ker je v celoti zavrnila priznanje. Bistveno manj NSI, ki ima neko tako mehko stališče, da niso ne za, ne proti. Tretja pot, ne bi lahko rekli temu. Jaz mislim, ta mlačnost je meni bolj odurna, kot pa da imaš stališče, ali si za, ali si proti. Jaz moram reči, da sem za načelno politiko in sam ne bi nikoli, jaz osebno ne priznavam Palestine, pa lahko Golob in kompanija to priznava, ker gre preprosto za fiktivno entiteto, za fiktiven narod, za dejanje, ki ne bo popolnoma nič prispevalo, ne bo spremenilo dogajanj na terenu in bolj razumne države, recimo, poglej si, kaj se je nedavno zgodilo v švicarskem parlamentu, so zavrnili priznanje. Danska je zavrnila priznanje. Pa imajo
so to resne države. Drugačen status, kot pa mi v mednarodni politiki. Ja, se strinjam. Švica absolutno bistveno boljši položaj kot Slovenija, Danska ravno tako. Tudi ni nekega velikega navdušenja v državah Evropske unije za priznavanje, čeravno je res, da žali Bog nekatere države, ki so tako kot mi išle iz komunizma, so to entiteto fiktivno priznale že konec 80-ih let, recimo Češka republika, Slovaška, Ja, nekdanji Varšavski pakt, ja. nekdanje članice Varšavskega pakta, ampak kakšnega velikega navdušenja pri recimo Nemcih, Francozih, Britancih ni. Ja. In ne pričakujem, da bodo sledili Sloveniji. Dejansko je ta poteza, ko si je ministrica za zunanje zadeve prizadevala, da bi zbrala neko koalicijo voljnih, ki bi podprli to akcijo Slovenije, praktično nobene države nismo pritegnili. Tako da to je še eden izmed simptomov, kakšno težo ima Slovenija. Ja, ampak Bernard, zdaj, mi da se recimo tu pogovarjava, ti razlagaš pač strukturo, zakaj tako, zakaj drugače. Kot si rekel, argument je bil, mi se ne bomo pridružili pač Španiji, Irski in Norveški, ker bomo imeli svojo grupo, tako rekoč, zdaj nimamo nobene grupe, ampak nihče se več ne spomni tega, da smo rekli, da bomo imeli svojo grupo, nihče zdaj ne dviguje obrvi, zakaj te grupe ni. In nihče pravzaprav ne jemlje to kot neko omembe vredno dejstvo. Izjemši danes v Frankfurter Allgemeine Zeitungu sem zasledil notičko njihovega dopisnika, da je Slovenija priznala Palestino. Dejansko je, mislim, to strel v koleno. Jaz ne vem, kaj se je v ozadju dogajalo, recimo kakšni so bili pritiski strani veleposlaništva Združenih držav Amerike na Slovenijo in zakaj je državni sekretar v kabinetu predsednike vlade Vojko Volk, dolgoletni diplomat, nasprotoval priznanju, pa se je potem očitno uklonil pritiskom predsednika vlade in ministrice za zunanje zadeve. Skratka, gotovo nam to dejanje v zunanje politični skupnosti ne bo koristilo, vsaj pri tistih državah, ki so relevantne za Slovenijo, ki so najpomembnejši gospodarski partnerji, ki so pomembni politični partnerji, ampak mislim, da tako in tako nas noben resno ne jemlje in si v bistvu samo prikrade, po mojem, v resnih državah nasmešek na obrazu, kaj se gre ta Slovenija. Ja, se nekaj v tem stilu piše tudi nekdanji zunanji minister Dimitrij Rupel v javno objavljenem pismu predsedniku vlade Robertu Golobu, ampak zanima me tvoje mnenje, Bernard. Vemo, pred tem priznanjem smo imeli neke oblike pritiska iz tako imenovanih predstavnikov civilne družbe, ki naj bi bila zaslužna za vladavino Roberta Goloba, zasedbe fakultet in tako naprej. Zdaj, miru očitno ne bo, tudi po tem priznanju še lep čas ne, če sploh kdaj, v Gazi ali pa na teritoriju današnjega Izraela. Ti pričakuješ, da se bo to stopnjevanje pritiskov zdaj na aktualno oblast nadaljevalo, v smislu, da pač če zdaj recimo ne bo Izrael, kar jih ne bo, to veva oba, ustavil napadov zaradi tega našega priznanja Palestine, bomo napovedali in uvedli recimo sankcije Izraelu. Jaz sem bil osupel nad dejanjem Univerze v Ljubljani, da je rektor podprl prekinitev sodelovanja z izraelskimi univerzami na znanstvenem področju. Tu gre za eklatanten primer politizacije, ravno tako kot na tvoji fakulteti, bivši FDV, kjer neki maziljenci, sin
bivšega komunističnega aparatčika Iva Vajgla, zadnjega portparola in turbonosca Budimirja Lončarja, so zdaj neki faktorji, ki kle zahtevajo, da naj se akademska srenja opredeli politično do Izraela. Jaz mislim, da to so pa zelo nevarne stvari, se pravi ta politizacija univerze. Rektor ni popolnoma nič naredil, da bi zatrl te poizkuse levičarske ugrabitve. No, saj vemo, da je pravzaprav FDV pač rdeči lemenat in da je bil ustanovljen strani Staneta Dolanca za to, da levica oziroma komunisti gojijo svoje kadre, ampak mislim, da za neko zdravo klimo v družbi je pa zelo problematično, da se univerza politizira. Ravno tako kot je problematično, da se predsednica Državnega zbora ne drži poslovnika, da eklatantno krši poslovnik, da še režimski pravnik Rajko Pirnat priznava, da je to nora interpretacija, da je omogočila glasovanje o zakonu o priznanju na včerajšnji seji. To so pa stvari, ki bi pa morali nekoga, ki zagovarja visoke demokratične, visoke politične standarde, akademsko svobodo, pa skrbeti. Ja, absolutno. Bernard, če zdaj poskušava pogledati še širšo sliko, nekaj ste o tem govorili sicer že v prvem delu oddaje, ta mednarodni ugled v Sloveniji, ali pa če rečeva bolje zunanja politika Slovenije pod vladavino Roberta Goloba. Kako jo ti vidiš? Vemo, kar nekaj je teh nekih, ko bi rekel, nevralgičnih točk v svetovni politiki, vojna v Ukrajini, zdaj pač vojna v Gazi, volitve v ZDA in tako naprej in tako naprej. Kako ti vidiš to našo zunanjo politiko, kako se mi odzivamo na te številne izzive? Ja, jaz bi rekel, da smo popolnoma nekompetentni, da sta tako predsednik vlade kot zunanja ministrica človeka, ki imata zelo pomanjkljiv uvid v zgodovino, v zunanjo politiko. Zlasti to velja za predsednika vlade, ki je tako rekoč ignoramus na tem področju. Očitno tudi svetovalcev nima prav zelo pronicljivih. Tako da je zame ocena zunanje politike absolutno nezadostna, ampak roko na srce v zadnjih 20 letih praktično nismo imeli spodobnega zunanjega ministra. Po tistih prvih uspehih Slovenije s priznanjem gre samo navzdol v polju zunanje politike. Ampak žali Bog, ni to edini problem Slovenije. Ampak če zdaj pustiva našo zunanjo politiko ob strani in se malo ozremo na te dogodke, ki sem jih naštel, kako ti vidiš, v katero smer se stvari odvijajo? Kakorkoli že ocenjuješ slovensko zunanjo politiko kot neustrezno, v glavnem sledi, razen v primeru Palestine. Globalistični agendi, se pravi pristop k vsem, kar zahteva recimo Svetovna zdravstvena organizacija. Potem, kar se tiče, praktično smo izpraznili vse svoje zaloge pri pomoči Ukrajini. Praktično vse tanke iz T-55 posodobljene, jih lahko zdaj gledaš na poti vlakovnih kompozicij v Donbasu. Skratka, vodimo neko globalistično politiko, ki je neizverna, ki je servilna in ki po mojem ne koristi Slovencem. Dejansko je škodljiva, se pravi, smo neke vrste netilci vojne v prvih vrstah v Ukrajini in me zanima, kaj bo, ko bo NATO recimo začel zbirati najprej inštruktorje, ki jih bo poslal na ozemlje Ukrajine, koliko se bomo tam izprsili, ker recimo
v odstotku oklepnih sil, po mojem, mi dejansko prednjačimo, ker smo praktično vse svoje strateške zaloge že poslali recimo v Ukrajino. Ne. Tako da jaz moram reči, da nasprotujem zunanji politiki praktično v vseh segmentih. Od tega, da podpiramo ta skorumpiran ukrajinski režim, da netimo sovraštvo med Ukrajinci in Rusi, da priznavamo Palestino, dejansko res ne vidim svetle točke te zunanje politike. Ja. Ti verjameš tej tezi, Bernard, ki se zdaj čedalje bolj širi na zahodu, tudi pri nas, da sta nova os zla Moskva in Peking in da nam sledi neke vrste svetovni spopad, če hočeš nova hladna vojna ali pa nekateri celo pravijo tretja svetovna vojna, pač Rusija in Kitajska proti nam. No, v hladni vojni smo praktično že zadnjih 10 let, se pravi od leta 2014, od tega, ko je prišlo do strmoglavljanja meni sicer neljubega, ampak demokratično izvoljenega režima v Kijevu in posledično potem do vojaške intervencije Ruske federacije, okupacije Krima. Tisto, kar bi nas morali bolj skrbeti, je, da se bo ta hladna vojna verjetno v naslednjih 24 mesecih sprevrgla v zelo vročo vojno, ne med Rusijo in Ukrajino, ampak med Rusijo in NATO. In preudarna zunanja politika bi bila tista, ki bi skušala z vsemi sredstvi preprečiti eskalacijo in potencialni jedrski spopad. Jaz mislim, da tu imamo znotraj Evropske unije svetle vzglede. Naša sosednja država Madžarska praktično deluje od februarja 2022 v smeri pomiritve tega konflikta. Tudi Slovaška z skoraj umorjenim premierjem Ficom je lahko dober zgled, se pravi te skeptiki, ki ne želijo nasesti temu hujskanju in stopnjevanju vojne med NATO-om in Rusko federacijo. Dajmo si naliti čistega vina, dejansko je NATO že de facto v vojni z Rusko federacijo. Če pogledaš recimo, kdo upravlja z balističnimi raketami in manevrnimi raketami Shadow, kdo zagotavlja logistično podporo, kdo obveščevalno podporo, dejansko smo že v prvi fazi vroče vojne in mislim, da bi se morala Slovenija zgledovati po Madžarski, po Slovaški in pristopiti v tabor tistih mirotvorcev, ki bi zahtevali ustavitev te vojne in zlasti ne, da bi vojna postala vroča vojna v Evropi. Sam pa mislim dejansko, da so to zgodbe o tem, kako bo Putin okupiral Berlin, prodrl do Pariza, pa to, kdor pozna osnovnošolsko matematiko in ve, s kakšnimi resursi razpolaga Ruska federacija, bo vedel, da so to zgodbe za naivne upokojence. Ne, to glede Berlina pa Pariza zagotovo, ampak, a veš, ne, bojijo se, saj tako pravijo, tudi v Varšavi, v Baltskih republikah in tako naprej. Misliš, da je realen ta strah pred Rusijo? Skratka, da bi prišli nekako na situacijo, kot smo imeli, ne vem, septembra 1939. Jaz mislim, da so to vse te analogije z Münchenskim sporazumom popolnoma bolne. Potrebno je pogledati, kaj se je v Ukrajini zgodilo in kakšna tvorba je Ukrajina. Kako je nastala, da gre dejansko tam je šlo tudi za državljansko vojno, se pravi ne samo
za agresijo Rusije na Ukrajino, ampak da se je tam že desetletje dogajala državljanska vojna med ruskim oziroma rusko govorečim prebivalstvom in nekim skorumpiranim režimom v Kijevu, in da, če pogledaš zgodovino, boš ugotovil, da Novorusija pač nikoli ni bila del Ukrajine in da je treba to tudi v kontekst postaviti, zakaj pa v tem konfliktu gre. In sam sem prepričan, kot amaterski zgodovinar, da je treba gledati samo statistike, kakšne resurse razpolaga Rusija, kakšni resursi bi bili potrebni, da bi izvedli ponovitev leta 1941 kontra Barbaroso, se pravi, dejansko teh resursov Rusija nima, ravno tako Rusija, sem prepričan, nima nobenega interesa okupirati Poljsko. Ima pa neke legitimne varnostne pomisleke glede članstva Ukrajine v NATO. Kako pa ti recimo, Bernard, vidiš Kitajsko? Ne? Kitajska tudi zdaj, kar prej nismo bili navajeni, zaostruje retoriko, ne? Pravi, da ne bo dovolila ukrajinskega scenarija v narekovajih v zvezi s Tajvanom. Misliš, da se lahko tudi ta latentni konflikt tam razvija v nekaj podobnega, kar zdaj spremljamo v Ukrajini? Ja, da bi prišlo do barvne revolucije v Tajvanu, močno dvomim, zaradi tega, ker so drugačna postavitev figur. Tam bi barvna revolucija pomenila inštaliranje prokitajskega režima. Tam bi bila rdeča revolucija. Rdeča revolucija, mirno aneksijo. Tako da dejstvo je, da je konec enopolarnega sveta. Američanom to ni všeč. Dejansko so imeli po letu 89 oziroma 91, po razpadu Sovjetske zveze, 20 let možnost delati na svetu, kar so si zmislili, brez upoštevanja drugih relevantnih igralcev. Zdaj imamo opravka z ne bipolarnim svetom, kot smo imeli od leta 1945 do leta 1991, ampak vsaj s tripolarnim oziroma multipolarnim svetom. Jaz mislim, da je to absolutno dobro, da je potrebno resno jemati gospodarsko supersilo, kot je Kitajska, ki je dejansko po industrijski proizvodnji presegla ZDA že pred 5 leti, da je ocena State Departmenta, da se spreminja teža iz Evrope napram jugovzhodni Aziji pravilna in da bo v prihodnosti glavni konflikt med Kitajsko in ZDA. In sam ocenjujem, da je bila velika napaka storjena strani ZDA, da so tretjo pogojno supersilo, Rusijo, pahnili v naročje Kitajske, ker to ni bilo samo od sebe umevno. Dejansko so to povzročile te stekle neokonservativne, ki nimajo s konzervativizmom seveda nobene zveze, sile v State Departmentu pa v Beli hiši, da so odtujili Rusijo, namesto da bi Rusijo pritegnili kot zaveznika, so si Ruse odtujili in posledica je, da imaš kar naenkrat Zahod proti navezi med medvedom in zmajem. In to mislim, da je pa izjemno slaba strategija, ampak vlak, kjer bi bilo možno
Rusijo inkorporirati v Zahod, je odpeljal verjetno že pred 2 desetletjema. Tako da so si to Američani in Evropejci sami zakuhali, gre za po mojem popolnoma miopično, zblojeno, noro politiko in žali Bog bomo pa potem sadove uživali tudi sami z tem, ko se vedno bolj postavljajo vprašanja evropske varnosti. Ampak dokler bojo ljudje volili sile, ki sledijo tem globalistom, ki sledijo na reku Washingtona, Davosa, bo to tako. Ja, če se za konec, Bernard, dotaknemo še ameriških volitev, ni sicer za pričakovati, ampak teoretično lahko Donald Trump kandidira tudi iz zapora. Kako ti vidiš zadnji razvoj dogodkov? Misliš, da te stvari lahko ustavijo Trumpa? Pričakuješ njegovo izvolitev in kaj potem, kaj se bo v ameriški zunanji politiki spremenilo v tem primeru, če sploh kaj? Zadnji dogodki me napotujejo na to, da je to washingtonsko močvirje zelo strah drugega mandata Trumpa in da ga želijo z vsemi sredstvi ustaviti, se pravi z sodnimi procesi. Jaz mislim, da dejansko to ga ne bo ustavilo, da če pogledaš, da je samo v tednu, odkar je prišlo do obsodbe, se število donacij za Trumpovo kampanjo povečalo za kar $200 milijonov, da zdaj so že v novi fazi falsificiranja volilnih anket, ki kažejo Bidenu zmago. Jaz moram reči, da ne vidim, kjer opravilno sposoben Američan bi glasoval za tega dementnega Bidena. Ja. Misliš, da ni ta anti-Janša, anti-Trump efekt možen? Tisto, kar bo zanimivo, je, kako se bo odzval Trump, zlasti v zunanjem političnem smeri. Naprimer, moram reči, da me je kar razočaral, zlasti v navezi z spikerjem oziroma njihovim predsednikom kongresa, Mikeom Johnsonom, da so omogočili ta paket $65 milijard Ukrajini, ker dejansko mi je Trump deloval kot politik podoben Viktorju Orbanu, se pravi človek, ki ne mara vojne, ki bi bil dobra izbira za ustavitev vojne, ampak tudi on je zdaj star blizu 80 let in je vprašanje, če se lahko nadejamo, da bo se proti toku teh vazelinske desnice in pobesnelih demokratov uspel upreti in pacificirati recimo ta konflikt med Rusijo in NATO. Ja, bomo videli, kaj se bo zgodilo. Za danes pa Bernard Bršič, najlepša hvala za tvoje komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, kaj smo storili s priznanjem Palestine, že 1043. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, ali bo Novi Sloveniji na teh evropskih volitvah uspel veliki met. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.